Včeraj je Nvidia objavila rezultate, bili so pravzaprav kar zelo fantastični glede na preteklo četrtletje in prijavi pred enim letom. Vendar delnica je vseeno upadla. Kaj se dogaja? Gre za v bistvu proizvajalca čipov, ki nekako obvladuje kar 90% globalnega trga in ima med svojimi strankami ene največje odjemalce, kot so Google, Alphabet in pa Meta, ampak kljub vsemu so nekako bili na koncu pod črto vlagatelji razočarani z rezultati. Zakaj? Po eni strani bi jaz rekla, predvsem zaradi tega medijskega hajpa, ki se je dogajal pred samo objavo, toliko naslovov, naslovnic, kjer je bila Nvidia in najbolj donosna delnica desetletja, že dolgo časa nisem videla, in pa na drugi strani tudi vlagatelji, ki želijo biti del seveda te zgodbe. Je pa v ozadju še ena zadeva, nekoliko se jim je zalomilo pri njihovi proizvodnji novejših čipov in pa imajo težave z dobavo teh čipov oziroma ne zadostijo z zadostno hitrostjo po povpraševanju. Je pa predsednik uprave Nvidie na Bloombergu povedal, da pričakuje, da bodo te težave rešili in da bo zadnje četrtletje fantastično četrtletje in enako tudi potem naslednje leto. In točno o tem bom tudi govorila z mojim sogovornikom Davidom Zormanom, s katerim bova posnela epizodo prav o dogajanju na trgu umetne inteligence, o Nvidii in vseh konkurentih, ter seveda tudi o S&P-ju in drugih indeksih, ki v bistvu rastejo predvsem na krilih nekaj delnic. Tako da, glejte, poslušajte, manjhav, ne bo vam žal.